50 Cent je tožen. Nekdanja zaposlena podaja grozljive obtožbe o grožnjah in maščevanju ter trdi, da ima za to dokaze v obliki sporočil. Poleg tega vam bom povedala, kaj ima 50 Cent povedati o tem. Sem Angela Levy in to je Crime Fix. Curtis Jackson, ki ga bolje poznate kot 50 Cent, je raper, producent in poslovnež. Je zelo uspešen. Na sceni je že zelo dolgo in ga obožujejo milijoni ljudi. Toda ženska po imenu Monique Myers v novi tožbi prikazuje 50 Centa kot šefa iz pekla in navaja veliko obtožb. Te vključujejo grožnje, preiskave FBI in možnost, da so bili sodelavci 50 Centa vpleteni v umor varnostnika Busty Rhymesa leta 2006. Majorsova pravi, da je za 50 Centa delala 12 let in da je del tega časa opravljala delo 3 vodilnih brez pritožb. A potem leta 2019 Myersova v tožbi, ki jo je pravkar vložila, trdi, da so se stvari med njo in 50 Centom začele slabšati. V tožbi odvetniki Myersove pišejo, da je Jackson svoje delovno okolje vodil na enak način, kot je gradil svojo javno podobo, s strahom, poniževanjem, preizkusi zvestobe in kaznovanjem. Denar je kupil moč. Moč je zahtevala poslušnost. Kdorkoli je to zavrnil, je postal tarča. Myersova v svoji tožbi trdi, da jo je 50 Cent leta 2019 začel prositi, naj počne stvari, ki so bile nezakonite. Najprej Myersova trdi, da je 50 želel, da mu pomaga prikriti stečajno goljufijo, tako da bi njegovemu varnostniku pomagala kupiti hišo za njegovo mamo, da bi skrila denar, ki ga je zaslužil. V tožbi je zapisano, da je 14. januarja 2019 gospa Myers neposredno pisala Jacksonu, preverila pri računovodji in ugotovila, da prek fundacije ne bi mogli narediti ničesar glede hiše. Nato je posredovala nasvet računovodje Waltersovi in ji predlagala, naj za polog uporabi sredstva iz nedavnega nakazila v višini $168,000, kar je bila zakonita alternativa načrtu, ki ga je predlagal Jackson. Drugič, Myersova trdi, da sta 50 Cent in njegovi sodelavci želela, da Myersova vloži lažno policijsko prijavo, v kateri bi trdila, da je reperjev telesni stražar ukradel njegov avto. V resnici pa je verjel, da mu je telesni stražar ukradel $600,000. Po besedah Myersove ta denar 50 Cent nikoli ni prijavil stečajnemu sodišču kot zaslužek. V tožbi je zapisano, da je Jackson v enem dnevu prosil gospo Myers naj vloži lažno policijsko prijavo, da mu je bila ukradena gotovina. V resnici pa je šlo za $600,000 neprijavljene gotovine iz državnega sodišča, ter naj odpusti Waltersa zaradi domnevne kraje, medtem ko je Jackson poslušal iz ozadja. V vsakem primeru je Jackson želel, da nekdo drug stoji med njim in njegovim nezakonitim ravnanjem ali omogoča njegovo neodgovorno vedenje. V vsakem primeru je gospa Myers zavrnila. Zaradi vsega tega, vključno s tem, da ni odpustila telesnega stražarja, pravi, da je bila konec marca 2019 odpuščena. Obljubili so ji odpravnino, vendar je ni nikoli prejela. In pravi, da so jo leta nadlegovali in ji grozili ljudje povezani s 50 Centom. Tožba trdi, da se je po napadu na ugled gospe Myers Jacksonova kampanja zastraševanja preselila na njen telefon. Od januarja 2020 do marca 2026 je gospa Myersova dokumentirala več kot 83 primerov nadlegovanja, v katere je bilo vpletenih vsaj 25 različnih telefonskih številk iz Kalifornije, Teksasa, Georgije, New Yorka in v enem primeru iz Tanzanije. Tožba vključuje sporočila, kot je to iz leta 2023, ki se glasi: Kdo je to? Pošiljatelj je odgovoril: Jaz sem tvoja prijateljica. 50 si, še vedno v San Diegu? Myersova je odgovorila: Imate napačno številko. Vam je on dal to številko? Pošiljatelj je odgovoril: Ja, jo je. Je to napačna številka? Rekel je, da me bo danes večer spravil noter, da ga gledam. Ali ga lahko kontaktirate? Myers je odgovoril: Kako ti je ime? Pošiljatelj je odgovoril: Viktor Sena. Myers je odgovoril: Kje si ga spoznal, da mu osvežim spomin? Pošiljatelj je odgovoril: To je bilo sinoči tukaj v San Diegu. Bilo je zelo na hitro, ker je bil zaposlen. Myers je odgovoril: Ni problema. Kje je točno, da ga lahko spomnim? Pošiljatelj je odgovoril: V parku San Diego.
Sčasoma Myersova v tožbi trdi, da je bila poklicana pričati pred veliko poroto, ki je preiskovala obtožbe o goljufiji, ki jih je Jackson vložil proti moškemu z imenom Mitchell Green v njegovem podjetju Sire Spirits. Leta 2024 je Myersova povedala, da je prejela sporočilo potem, ko je prejela sodni poziv za pričanje v tožbi proti Sire Spirits. V sporočilu piše, da je Myersova napisala, kdo je to? Pošiljatelj je odgovoril, Ja Rule. Myersova je odgovorila, koga poskušate doseči? Pošiljatelj je odgovoril, Curtis. Myersova je odgovorila, kdo vam je dal to številko? Myersova je povedala, da je Ja Rule ni nikoli poklical, niti enkrat, in da sta bila 50 Cent in Ja Rule v javnem sporu že desetletja. In noč pred svojim zaslišanjem v civilni zadevi Sire Spirit je Myersova povedala, da je prejela to sporočilo, ki je reklo, trpela boš, FIF, ime, ki ga uporablja 50 Cent. Med zaslišanjem trdi tožba Myersove, da jo je eden odvetnikov 50 Centa spraševal o nerešenem umoru iz leta 2006, ko je bil na snemanju videospota v Brooklynu ubit varnostnik Busta Rhymesa Israel Ramirez. Tožba Myersove trdi, da so bili v incident vpleteni sodelavci G-Unit, vključno s 50 Centom. Myersova je povedala, da takrat ni delala za Jacksona in da je po zaslišanju prejela grozeče glasovno sporočilo. V tožbi je zapisano, da se kampanja ni ustavila. 3. avgusta 2024, še pred zoro, je gospa Myersova v približno 3 urah prejela 15 klicev, vključno z glasovnimi sporočili, v katerih je bilo rečeno, bum bum, ustrelila sem te. Natanko eno leto kasneje je prejela še 15 klicev, isti datum, isto število, isti čas pred zoro. Ko je gospa Myersova to prijavila na sodišču, je sodnica Melissa Crane izjavila, mislim, kaj takega se še nikoli ni zgodilo v nobenem primeru, ki sem ga imela. Na koncu Myersova pravi, da je utrpela izgubo dohodka in namerno povzročeno čustveno stisko, zahteva odškodnino. Vendar pa odvetniki Curtisa Jacksona pravijo, da se bodo proti tej tožbi borili do konca. V izjavi za Law and Crime so Jacksonovi odvetniki zapisali, Curtis, 50 Cent, Jackson in njegovi predstavniki kategorično in odločno zanikajo neutemeljene obtožbe. V nedavni civilni tožbi, ki jo je vložila Monique Mayers, nekdanja zaposlena, ki je bila odpuščena iz krivdnega razloga okoli 27. marca 2019. Do danes gospod Jackson mu ni bila uradno vročena nobena sodna vloga. Prav tako njegovi predstavniki niso bili kontaktirani s strani nasprotnega odvetnika v zvezi s to zadevo. Zelo nenavadno je, da je bila tožba takšne narave očitno razposlana medijem, še preden je bila očitno vložena. Kar dokazuje, da so te trditve popolnoma neutemeljene in niso nič drugega kot poskus pridobivanja medijske pozornosti ter škodovanja ugledu gospoda Jacksona. Gospa Myers je nezadovoljna, nekdanja zaposlena, ki je bila odpuščena iz krivdnega razloga pred več kot 5 leti. Ta tožba ni nič drugega kot prozoren poskus izkoriščanja pravnega postopka za neupravičeno finančno korist, ki je daleč zunaj veljavnega zastaralnega roka. Zgovorno je, da si je gospa Myers izbrala odvetnika, ki trenutno vodi ločen sodni postopek proti gospodu Jacksonu v imenu Shanika Tompkins. Ta povezava še dodatno poudarja maščevalno in oportunistično naravo te tožbe. Poleg tega gospod Jackson jemlje vse grožnje sebi, svojim sedanjim in nekdanjim zaposlenim ter vsem pričam izjemno resno. V nasprotju z lažnimi zgodbami, ki se širijo v tej tožbi, je, ko so bile te domnevne grožnje razkrite, pravna zastopnica gospoda Jacksona aktivno spodbujala gospo Myers, naj se obrne na oblasti. Poleg tega je pravna zastopnica gospoda Jacksona proaktivno prijavila te domnevne grožnje tudi organom pregona, da bi zagotovila temeljito preiskavo. Veselimo se, da se bomo proti tem lažnim obtožbam odločno branili na sodišču in pričakujemo hitro zavrnitev te neutemeljene tožbe. V redu, poglejmo si to podrobneje. Želim povabiti Briana McMonagalla. On je odvetnik za kazensko pravo, zastopal je tudi Billa Cosbyja in reperja Mika Milla. Torej, Brian, hvala, ker ste se nam pridružili. Najprej bi rada slišala vaše mnenje o tej tožbi. Hvala, ker ste me povabili in najprej spet smo pri tem. Še ena tožba slavne osebe. Ta je nekoliko drugačna od nekaterih drugih, ki smo jih videli v zadnjem času, vključno z Jay-Zejevo, ki se je razrešila v njegovo korist.
Res sem zmeden glede nekaterih pravnih težav, ki jih ima tožnik tukaj. Kar mi kot odvetniku zasojanja najbolj pade v oči, je problem zastaranja v tej tožbi. V vseh zveznih državah obstajajo roki zastaranja, Georgia ni izjema. Običajno je to nekaj let za civilne zahtevke in dejanje mora biti storjeno v času, ki ga določa ta rok zastaranja. In kljub temu, da so tukaj SMS sporočila in podobno, ki jih omenjajo kot grožnje, brez da bi jih neposredno povezali s tožencem, ne vem, kako bi tožnik lahko prestal predlog za zavrnitev na podlagi zastaranja. Ampak bomo še videli. Ja, bomo še videli zagotovo. Mislim, da smo se tukaj naučili nekaj zanimivega. Če je vse, kar ona trdi v tej tožbi res, ali vsaj nekatere stvari. Očitno so bile FBI preiskave povezane s 50 Centom. Ona pravi, da je bila v stiku z FBI-jem. Bila je poklicana pred velikimi porotami, da bi pričala. Zdi se, da so ga preiskovali več let, vendar obtožnice niso bile vložene. Ja, mislim, to je problem. Dobra novica zanjo je, da je bila vestna poročevalka ali, če hočete, prijaviteljica neprimernega vedenja. Očitno so organi pregona to preiskali in niso našli ničesar. Torej, za obrambo ste v veliko boljšem položaju, ker ste imeli prijavo. Zadeva je bila predana organom pregona in ti so rekli, hej, tukaj ne vidimo ničesar. Tako da je, veste, to nekako mešano za tožnika, mislim, ker so to uredili, niso našli ničesar in zdaj imamo tožbo. Poleg tega se zdi, da je ta tožba povezana z drugo. Isti odvetnik, isti toženec. In tako je tudi danes obramba v tem primeru res dobro oborožena z veliko argumenti. Mislim, da bodo to branili. Zanimivo se mi zdi, da je rekla, da so ta sporočila in vse, SMS sporočila in kasneje glasovna sporočila, preveril šerifov detektiv, ki jih je tudi dokumentiral. Rekla je, da so trajala več let, da jo je bilo strah in da so jo prestrašila, vendar jih nikoli ni prijavila. In veste, mislila bi, da bi FBI in šerifov urad imela orodja, s katerimi bi to verjetno lahko izsledila. Izsledila, kdo je lastnik telefonov, razen če so to telefoni za enkratno uporabo. Ali kdo je imel nadzor nad telefoni, take stvari. Še posebej, če nekdo kliče nekoga sredi noči in reče bum, bum, veš, mrtva si ali kaj podobnega. Mislim, to se zdi precej zaskrbljujoče, potem ko si bila pred sodnikom na izpovedbi pod prisego. Ja, mislim, slišiš se kot porotnik številka 4. Mislim, to je problem za tožnika v tem primeru. Tukaj je preprosto praznina glede prijavljanja. In zakaj potem nisi sprejel ukrepov, da bi se temu popolnoma izognil s svojim telefonom in podobno? Zato se sprašujem, ali je časovni okvir tako problematičen za tožnika, da res ne more ničesar doseči. In morda je to razlog, da javno razkrijejo tožbo. Morda kot poskus, da bi hitro dosegli poravnavo v primeru. Moje ugibanje je, da do tega ne bo prišlo. Čeprav bom rekel tole. Kar je problematično za obrambo, je to, da je to nekdo, ki je bil v njegovem ožjem krogu in tega ni mogoče zanikati. Prav tako je to nekdo, ki je bil očitno grožen, tudi tega ni mogoče zanikati. To niso dobre okoliščine za toženca. Ampak z pravnega vidika ima tožnik pred seboj resne izzive, kot so izogibanje zastaralnim rokom in izogibanje vprašanjem, ki ste jih pošteno izpostavili, na primer, zakaj je čakal. Ona trdi tudi, veste, da je opravljala delo 3 direktorjev in se ni pritoževala, ni zahtevala dodatnega plačila. 3 leta je opravljala delo 3 direktorjev. In potem je v tem času rekla, da so bile leta 2019 v bistvu 3 situacije, ko je zavrnila prikrivanje ali izvajanje nezakonitih dejanj na zahtevo Curtisa Jacksona. In če je to res, ali je to problematično za Curtisa Jacksona? Trdi, da je želel, da pred stečajnim sodiščem skrije dohodke, veš, da počne take stvari. Želel je, da vloži lažno policijsko prijavo, česar pa ni storila. Torej predvidevam, da tam ni bilo storjenega nobenega kaznivega dejanja. Ampak glede stečajnega sodišča, mislim, ko začneš govoriti o skrivanju denarja pred zveznimi oblastmi, jim to ni všeč.
Torej, ali so te stvari lahko problematične za 50 centa, če so te stvari resnične? Obtožbe so problematične. Mislim, obtožila ga je poštne goljufije. Obtožila ga je številnih kaznivih dejanj. Težava je spet v tem, da je FBI očitno preiskal te obtožbe in iz tega ni bilo nič. Prav tako ni bilo vloženih nobenih kazenskih obtožb. In zdaj smo v času, ko kazenskih obtožb ne bodo vložili. In civilne tožbe so morda onemogočene zaradi zastaralnega roka. Torej, Vse, kar mu očita, je obrekljivo. za nekaj kaznivih dejanj ga je obtožila. Problem je, da ljudje, ki vlagajo obtožnice, sklicujejo velike porote in vlagajo kazenske obtožbe, tega niso videli na ta način. To je njen problem. Ampak ja, škandalozne obtožbe, ki bi bile za obrambo resen glavobol, če bi primer sploh prišel pred poroto. Samo mislim, da je pot do te porote preprosto pretežka. Tukaj je tudi neka implikacija. Trdi, da so med tem zaslišanjem leta 2024 odvetniki Curtisa Jacksona omenili umor reperja v studiu Busterja Rhymesa in da je bilo to popolnoma neprimerno. To ni imelo nobene zveze z njo. Rekla je, da takrat ni delala za Curtisa Jacksona, da so to omenili, da bi jo zastrašili. To je njena trditev. Ta umor ostaja nerešen. Pravi, da so bili člani njegove ekipe G-Unit, očitno v bližini, ko je bil ta umor storjen. Mislim, skoraj namiguje, da imajo njegovi ljudje informacije o tem umoru. In pravi, da obstaja upokojeni detektiv NYPD, ki je v bistvu povedal, da so bili znani reperji vpleteni v ta umor ali pa so imeli informacije o njem. Torej je to tudi precej drzna trditev. O tem ni nobenega dvoma. Več, ko sem prebral ta del, sem ga moral prebrati 2 ali 3, ker ga iskreno povedano nisem razumel. Zakaj bi ga njegovi odvetniki o tej temi spraševali na zaslišanju? Meni to ni imelo nobenega smisla. Nima nobenega smisla. Očitno mora biti v ozadju še kaj več, ampak spet, zdi se, kot da gre pri vsem tem za to, da navržejo čim več obtožb in gledajo, kaj bo prijelo, če sploh kaj. In to bi bil eden izmed delov tega. Spet, ta preiskava umora bo, predvidevam, vedno ostala odprta. In morda gre le za rahlo prikrito grožnjo, kot da bi rekel, hej, poslušaj, vem več, kot bi si morda želel, da vem. Poslušaj, tukaj sem ves ušesa. Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo, ko bomo prišli v sodno dvorano, ko bo vložen odgovor in bo sodnik prevzel nadzor nad to zadevo. In potem začnejo leteti predlogi glede zastaralnih rokov, predlogi za zavrnitev zaradi neustrezne tožbe. Potreboval sem 15 do 20 minut, da sem ugotovil, kaj pravzaprav trdijo, da je civilna kršitev. Torej, spet ni presenetljivo, če pomislite, kdo je tukaj vpleten. V zadnjih 3 ali 4 letih smo videli veliko tožb podobne narave, kjer so bili slavni ljudje toženi iz takšnih ali drugačnih razlogov. Mnoge od teh niso bile uspešne za tožnika. In moram povedati, da je šlo za nerazrešen umor Izraela Ramireza leta 2006. In to se je zgodilo na snemanju videospota Busterja Rhymesa v Brooklynu. In po njenih besedah je bil vpleten incident z osebami povezanimi z G-Unit, vključno s 50 centom. To je precej drzna trditev in imaš prav. Mislim, da gre za tožbo na 67 straneh. Mislim, 67 strani. In tam je veliko stvari. In v bistvu pravi, da je bila ustrahovana, da je bila nadlegovana. Imela je tesnobo, imela je vse te težave. Ampak vmes je še veliko drugih stvari. In tega je res veliko. Ja, bere se kot kakšna revija, ki bi jo našel v trgovini z živili. In to nikoli ni posebej dobro za civilno tožbo. Sodniki bodo pogledali te tožbe in bodo rekli, no poslušajte, ko damo na stran ves žolč in vse, pikantne podrobnosti, če nimam boljšega izraza, kje bo prišlo do bistva? Kje je jedro te civilne zadeve? Kako se opravičiš tako pozno vložitev? Kakšen je tvoj odgovor na to, kako to spada v zastaralni rok?
In če po vsem tem uspeš prestati odločanje o skrajšani sodbi, potem postane zanimivo, potem postane zabavno, potem smo vsi pripravljeni na sojenje pred poroto. Easy bo priti do tja. Če sem jaz 50 Cent in vse to berem, pa me FBI dejansko preiskuje in se moje ime pojavlja v tej nerešeni preiskavi umora, in agenti se pogovarjajo z ljudmi o stvareh, za katere moji odvetniki sploh ne vedo. Mislim, da me malo skrbi. Ja, predvidevam, da je vedel in da je bila ta skrb že prisotna, če je sploh imel skrbi. Kdorkoli vsaj oddaleč in zame je bila to vedno razdalja. Ne zdi se kot človek, ki bi ga veliko skrbelo. Imel je takšno življenje, da mu očitno omogoča, da mirno spi kljub vsem preiskavam, ki so potekale v tem primeru. Lahko je povsem res, da ni naredil ničesar narobe. Vsaj očitno mu ni prijetno, da so njegove zadeve javne, še posebej, ker to prihaja od nekoga, ki mu je bil tako blizu in je dejansko nadzoroval skoraj vse v njegovem poklicnem življenju. To je tisto, kar je zanimivo pri tej tožbi. Pri nekaterih drugih, ki smo jih videli, ni tako. Gre za nekoga, ki je v razmerju z nekom. Gre za nekoga, ki je slavnega tukaj poznal le kratek čas. Gre za nekoga, ki je imel že nekaj časa vse niti v rokah. Samo sprašujem se, ali je predolgo čakala. Če je v njenih obtožbah kaj resnice, ali je morda predolgo čakala, da jih izreče. Rekla je, da bi morala dobiti odpravnino, pa je nikoli ni dobila. To je ena od navedb v tožbi. In tudi sama se sprašujem, zakaj takrat ni vložila kakšne pritožbe in rekla, da ji pripada odpravnina, naj ji jo izplačajo. Prepozno in premalo na več načinov, povem vam. In človeka res zanima, zakaj so to vložili šele zdaj, ali ima ta vložitev kaj opraviti s tem, da poskušajo izkoristiti drugo tožbo, na katero se je sklicevala obramba. In mislim, da bo še več takšnih trditev, ko bomo šli naprej, ko bodo imeli čas, da to predelajo in začnejo oblikovati svoje obrambne strategije. No, in to je trditev njegove odvetnice. Ampak oni trdijo, glejte, ona je prestala leta groženj. Mislim, v bistvu pravijo, da imajo pisno sled pri FBI-ju in to. Preiskavo šerifovega urada. Ampak kot praviš, še vedno obstaja zastaralni rok. O tem ni dvoma, po tvojem mnenju, ja. Ja, O tem ni dvoma. Morali bodo najti dejanje, v katerem je sodeloval on ali pa so drugi sodelovali po njegovem navodilu. In to dokazati v 2-letnem obdobju. To je lahko zadnja stvar. Lahko je nekaj, kar se je zgodilo zelo pozno in to bo sprožilo tek zastaralnega roka. Ampak če tega ne bodo našli, bodo tukaj ostali praznih rok s to tožbo. Tako da je to eden prvih primerov, ko sem videl takojšen odziv obrambe v smislu, hej, poslušajte, zamudili ste zastaralni rok. Ker je bila to ena prvih stvari, na katero so se sklicevali njegovi odvetniki. In to je bila prva stvar, ki mi je prišla na misel, ko sem prebral tožbo. Spet bo morala dokazati, da so bile te grožnje, ki so se zgodile, mislim, da leta 2024, kar je bilo znotraj zastaralnega roka, storjene z njegove strani. So bile strani nekoga, ki mu je on ukazal. In ne vem, če imajo to, če to imajo, tega niso navedli v tožbi. no, spremljali bomo in počakali, kot pravijo. Brian McMonagle, najlepša hvala. Bilo mi je v veselje, hvala, da ste me povabili. In spremljali bomo tožbo in vas obvestili, kaj se bo zgodilo. To je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Angela Levy, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.